Spoštovani starši, spoštovane vzgojiteljice in vzgojitelji, sodelavki Nacionalnega inštituta za javno zdravje Brigita Zupančič Čisovec in Tjaša Knific, vama bomo skozi današnje predavanje o zdravem dnevnem ritmu otroka do 5. leta starosti skušale osvetliti nekaj teoretičnih osnov telesne dejavnosti za zdravje in spanja ter jih skušali prenesti iz teorije v prakso. Telesna dejavnost, sedeči življenjski slog in spanje nas spremljajo v vseh življenjskih obdobjih in se seveda spreminjajo glede na naše sposobnosti, potrebe, zmožnosti, ostale rutine, pa tudi vpliva okolja. Navade, ki nas vodijo na teh področjih, se začnejo oblikovati še pred rojstvom in se spreminjajo vse življenje. Naprimer, še pred rojstvom je pomembno, kako telesno dejavna je bodoča mamica, saj njena telesna dejavnost vpliva tudi na razvijajoč se plod. Enako velja za sedeč življenjski slog ali pa za spanje. Te navade se skozi življenje seveda spreminjajo in prilagajajo posamezniku od zgodnjega otroštva preko obdobja šolanja in mladostništva ter obdobja odraslosti in starosti. V ranem otroštvu se za vse navedene navade postavijo temelji, na katerih potem gradimo vsa ostala obdobja. Zgodnje otroštvo je obdobje otrokovega razvoja, ki poteka hitro, tako na področju telesnega kot na področju kognitivnega, duševnega razvoja, pa tudi socialnega razvoja. Vedenja, ki jih otroci razvijajo v zgodnjem otroštvu, so navadno tista, ki jih tako ponotranijo, da jih odnesejo v nadaljevanje življenja kot doto in tako vplivajo na vzorce telesne dejavnosti, sedečega življenjskega sloga in spanja skozi vse življenje. Tako v obdobju otroštva, kot tudi v vseh nadaljnjih življenjskih obdobjih človeka, gibanje pomembno pripomore k celotnemu razvoju osebe na več nivojih. Recimo na telesnem vpliva na razvoj mišic, kosti, srca, pljuč, skrbi za bolj uravnoteženo energijsko bilanco, preprečuje kronične bolezni in s tem zmanjša obolevnost in smrtnost. Vpliva tudi na razvoj duševnega področja, se pravi vpliva na samopodobo in na primer samozavest. Vpliva pa tudi na socialno področje in sicer v smislu stika z vrstniki. Poleg ugodnih učinkov na zdravje, redna telesna dejavnost prispeva tudi k razvoju in ohranjanju gibalnih kompetenc in znanj. Telesna dejavnost spodbuja zaščitna vedenja oziroma je samo po sebi eno od zaščitnih vedenj, ki zmanjšuje tvegana vedenja. Raziskave kažejo, da imajo mladostniki, ki dosegajo boljše športne rezultate, tudi boljše akademske rezultate. Pri razvoju določenih vedenj se ljudje počasi pomikamo preko stopenj. Od znanja preko prepričanj, dejanj, vzorcev in navad preidemo v določena vedenja. Kadar je okolje spodbudno in motivacija posameznika dovolj velika, se ta znanja, pa potem prepričanja, dejanja, vzorci in navade oblikujejo v vzorce, ki zdravje ohranjajo. In nasprotno, kadar so znanja napačna in prav tako prepričanja, dejanja, vzorci in tako naprej, se počasi pojavljajo določene razvade, ki lahko vodijo v tvegana vedenja, ki so za zdravje škodljiva. Starši in vzgojitelji lahko vplivamo na znanja, prepričanja, pa tudi dejanja naših otrok, kar pa je mogoče najpomembnejše, otroci se od odraslih učijo s posnemanjem in zgledom. Leta 2017 je bila podeljena Nobelova nagrada za medicino in fiziologijo, in sicer za ugotovitev, da je usklajenost notranjega ali tako imenovanega cirkadianega ritma z dnevom in nočjo bistvena za zdravje. Ta notranja biološka ura, ki se ponavlja na približno 24 ur, uravnava fiziološke procese, vpliva na primer na telesno temperaturo, vpliva na izločanje hormonov, pa tudi na našo budnost oziroma spanje in s tem primernost, da smo telesno dejavni čez dan in da spimo ponoči. Ta ritem telesu omogoča, da je podnevi v aktivni fazi in da se ponoči obnavlja. Zato se svetuje, da smo čim bolj telesno dejavni čez dan
in da zvečer zmanjšamo intenzivnost telesne dejavnosti ter se s tem pripravimo na spanje. Pri vseh doslej omenjenih področjih delovanja, se pravi tako pri telesni dejavnosti kot sedečem življenjskem slogu in spanju, pa je poleg dolžine pomembna tudi kakovost dejavnosti. Vsa omenjena priporočila so namenjena vsem zdravim otrokom, mlajšim od 5. leta starosti, in sicer ne glede na spol, kulturno ozadje ali družbeno-ekonomski položaj družin, in so primerna za otroke različnih sposobnosti. Z ozirom na prej povedana dejstva bomo od tu dalje govorili predvsem o zdravju prijazni ter zadostni telesni dejavnosti ter kakovostnem in zadostnem počitku ter spanju, ki sta osnovni človekovi potrebi, ki podpirata naše zdravje ter preživetje. Naš dan je torej sestavljen iz skupka vedenj, o katerih ponavadi zavestno niti ne razmišljamo. Največkrat se v vsakdanjem življenju poslužujemo dnevne rutine, ki nam pobere čim manj energije, pa naj si gre za običajno pot v službo, vrtec ali šolo, ter opravljanje nujnih hišnih opravil, ki nam jemljejo dragoceni čas. Prav tako si večino vedenj, kot so na primer spalne navade in odločanje za rekreacijo, pridobimo že v otroštvu. Tako se v našem vsakdanjiku izmenjavajo pretežno 3 oblike vedenj. To so telesna dejavnost, sedenje oziroma sedentarnost in spanje. Ker je za optimalno zdravje potrebno pravo ravnovesje med aktivnostjo in počitkom, je pomembno, da pri spremembi življenjskega sloga vplivamo na vsa 3 vedenja. Pa si zdaj malo bolj podrobno poglejmo, kako naj šteje naš cel dan. Kot smo prej govorili o teh 3 domenah, se pravi telesne dejavnosti, sedenju in spanju, si bomo od tu naprej pogledali malo bolj podrobno vsako od teh. Pri telesni dejavnosti velja načelo več je bolje, torej več se gibajmo. Za ohranjanje in krepitev zdravja, torej izkoristimo skoraj vsako priložnost za gibanje. Bodimo tudi redno telesno dejavni in vsak dan vključimo različne intenzivnosti in oblike gibanja, vključno z vajami za mišično moč. Pri sedentarnosti oziroma sedenju poskušamo skrajšati čas sedenja ter mirovanja. Omejimo zlasti količino časa, ki ga preživimo sede. Probajmo ga nadomestiti z več telesne dejavnosti, katerekoli intenzivnosti, ter redno prekinjamo sedenje. Tu velja princip oziroma načelo, manj je bolje. Seveda je potrebno poskrbeti tudi za urejen spanec. Poskrbimo, da bo naše spanje urejeno vsako noč, vsak dan v približno istem času, z zadostnim številom ur kakovostnega spanca. Zlasti pa tu upoštevamo priporočila za zdravo spanje tako otrok kot odraslih. In ne pozabimo, da smo odrasli, torej v tem primeru vi vzgojitelji in vi starši, zgled našim otrokom. Sedaj si bomo malo pobliže pogledali vsako posamezno domeno, torej telesno dejavnost, spanje in sedenje, ter vam skušali skozi praktične primere prikazati oziroma približati smernice za telesno dejavnost in sedeče vedenje ter spanje. Priporočila o telesni dejavnosti in sedečem vedenju ter spanju torej določajo priporočen čas, ki ga je treba porabiti za vsako od teh vedenj. Pri čemer se torej zavedamo, da kombinirana priporočila ne upoštevajo vsako uro v otrokovem dnevu, ter da je telesna dejavnost pri majhnih otrocih v veliki meri izražena v obliki aktivne igre. Tudi tiha igra, ki je označena kot igra, ki ni energična in tudi ni opredeljena kot telesna dejavnost, ter se lahko izvaja sede, je zelo pomembna za otrokov razvoj in ima lahko različne oblike. Zadosten spanec je pomemben za otroke, da lahko izkoristijo priložnosti za zdrav razvoj. Vsa ta priporočila in smernice pa so namenjena vsem zdravim otrokom, mlajšim od 6. leta starosti. Priporočila za telesno dejavnost, sedenje in spanje so razdeljena na 3 skupine, glede na starost otrok. V prvi skupini, torej dojenčkih oziroma otrocih, ki so mlajši od 1. leta starosti, ne bomo pretežno veliko govorili, saj so ti v deležu vrtčevskih otrok v manjšini zastopani, predvsem in zlasti zato, ker se ponavadi varujejo še doma oziroma v nekih privatnih oblikah varstva. Vsekakor pa je pomembno, da tudi tu razumemo, da je dojenčkov vsakdan
prav tako skupek 3 vedenj, torej telesne dejavnosti, sedenja in spanja, ter da v tem primeru spanje predstavlja še večino oziroma velik del dneva in noči. Pri otrocih, starih od 1 do 2 let, je telesna dejavnost že bolj nakazana. Tu se priporoča vsaj 180 minut raznolike in različno intenzivne telesne dejavnosti, ki je razporejena čez ves dan. Še vedno velja načelo več je bolje. Pri sedenju ne omejujemo telesne dejavnosti za več kot 1 uro naenkrat, pa naj si gre za na primer sedenje v otroških vozičkih, nosilkah, avtomobilskih stolih ali tudi za mizo, ko z njimi imamo neko aktivnost. Za enoletnike je uporaba elektronskih naprav nepriporočljiva. Medtem ko naj za dvoletnike ta čas ne presega več kot 1 uro. Tu velja načelo manj je bolje. Sedeči čas naj raje vključuje branje in pripovedovanje z otrokovim aktivnim vključevanjem. Spanje še vedno predstavlja velikšen del dneva. Naj bo kvalitetno, vključno z dnevnimi dremeži in tudi nočnim spanjem ter prebujanjem. Pri otrocih med 3. in 5. letom starosti pri področju telesne dejavnosti še vedno velja načelo več je bolje. Priporoča se vsaj 180 minut raznolike in različno intenzivne telesne dejavnosti, ki naj bo razporejena čez ves dan. Od tega naj bo vsaj 60 minut telesne dejavnosti zmerne ali intenzivne. Pri sedenju prav tako velja načelo manj je bolje, kar v praksi pomeni ne omejevati telesne dejavnosti za več kot 1 uro naenkrat, na primer v različnih otroških vozičkih ali pa stolčkih. Uporaba elektronskih naprav sede naj ne presega 1 uro dnevno in sedeči čas naj vključuje branje in pripovedovanje z otrokovim aktivnim vključevanjem. Na področju spanja se priporoča 10 do 13 ur kvalitetnega spanja, ki naj vključuje tako nujno potrebne dnevne dremeže kot nočno spanje. Pri prenosu smernic v prakso je dobro vedeti, da bi največje koristi za zdravje dojenčkov in majhnih otrok dosegli ravno ob upoštevanju vseh priporočil za telesno dejavnost, sedeča vedenja in spanje v 24-urnem obdobju. Dodatne koristi za zdravje pa bi lahko dosegli z zamenjavo sedečih vedenj za zmerno ali pa intenzivno telesno dejavnostjo, seveda ob sočasni ohranitvi primerne dolžine spanca in upoštevanjem razporeditve dejavnosti preko dneva. Prijazno prehajanje iz dejavnosti v dejavnost bi spodbudno vplivalo na zdravje, na primer prekinjanje daljših sedenj z aktivnostmi, ne visoko intenzivna telesna vadba pred popoldanskimi počitki ali pa pred nočnim spanjem. Kje in kako sedaj lahko izkoristimo več časa za več gibanja oziroma telesne dejavnosti? Pri telesni dejavnosti za krepitev zdravja še vedno velja načelo več je bolje. Malo poprej smo si pogledali natančneje smernice za otroke stare od 1 do 5 let, pri čemer je potrebno upoštevati, da je potrebno nameniti telesni dejavnosti vsaj 180 minut dnevno. Telesna dejavnost naj bo raznolika in različno intenzivna ter razporejena čez ves dan. Prav tako naj bo 1/3 te telesne dejavnosti visoko intenzivna. To pomeni, da se otrok tudi prepoti, zadiha, to je seveda opredeljeno lahko tudi kot zelo živahna oziroma živahna igra. Da pa bomo lažje približali telesno dejavnost vsakemu, ter izkoristili tudi neke možnosti in priložnosti za več gibanja vsak dan pri otrocih, pa si pobliže poglejmo še pojma nenamenska in namenska telesna dejavnost. Pojem nenamenska telesna dejavnost označuje vse oblike gibanja, vključno z gibanjem za namen transporta, torej premikanje od točke A do točke B, in je nekako pretežno zastopana večji del v dnevu. Tako pri otrocih kot tudi pri odraslih. Torej,
Priložnosti za gibanje je veliko vsak dan. Lahko izkoristimo čisto preprosto, recimo pot v vrtec, potem po raznih opravkih, popoldanskih dejavnostih, če le je to v bližini doma oziroma lahko, z našim otrokom to pot prehodimo. Vse to že šteje pod nenamensko telesno dejavnost oziroma to minutažo 180 minut dnevno. Seveda pa ne pozabimo, da je tudi igra lahko predstavljena kot nenamenska telesna dejavnost. Gre za nestrukturirano igro, prosto igro naših otrok, kjer nekako starši in tudi vzgojitelji ne postavljamo pravil. Ta je zelo pomembna tudi za učenje drugih prvin, v življenju. Seveda pa lahko izkoristimo del časa dneva tudi za namensko telesno dejavnost. Ta je nam odraslim ponavadi bolj znana pod pojmom rekreacija oziroma šport, pri čemer ima šport še določene prvine tekmovanja oziroma pravil. Tudi namenska telesna dejavnost otrok, torej ta strukturirana telesna dejavnost, naj zavzema vsak dan nekaj časa. Seveda je lahko različno intenzivna, pomembno pa je, da se zavedamo, da ima namenska telesna dejavnost neko strukturo, obliko in je sestavljena ponavadi iz ogrevanja, osrednjega dela vadbe in ohlajanja. Kar je ključno in je tudi jasno iz namena oziroma imena namena, da ima neke opredeljene cilje, torej razvija telesne veščine, prvine, zlasti pri majhnih otrocih te, se pravi prvinske oblike gibanja, kot so lazanje, plazenje, skoki, doskoki. Seveda, lahko tudi starši namenimo nekaj časa v popoldanskem času, da otrok, trenira te veščine, zlasti veščine mišične moči, vzdržljivosti in tudi gibljivosti. Seveda pa imate pri namenski telesni dejavnosti veliko zasluge tudi vzgojitelji v vrtcih, ki lahko, vsaj nekajkrat tedensko namenite, se pravi čas, ki je namenjen za gibanje v vrtcu, tudi tem oblikam gibanja, ne samo nenamenskim in prostim. Če smo pri telesni dejavnosti govorili o priložnostih, kjer se lahko gibamo več, govorimo pri sedečem življenjskem slogu o priložnostih oziroma možnostih, ko sedimo manj. Torej, pri sedečem življenjskem slogu ponovno velja načelo manj je bolje. Poprej smo si pogledali natančneje nekaj smernic o preprečevanju sedečega življenjskega sloga pri otrocih od 1 do 5 let starosti, kjer smo ugotovili, da se ne priporoča uporaba različnih elektronskih naprav sede, torej televizija, videoposnetki, računalniške igrice za enoletnike, medtem ko naj ta za 2 do 5 letnike naj ne presega več kot 1 uro. Sedeči čas najraje vključuje branje in pripovedovanje z otrokovim aktivnim vključevanjem. Seveda je glaven fokus oziroma glaven pomen prekinjanja sedenja vsaj enkrat na uro. Torej, naša naloga je, da ne omejujemo telesne dejavnosti pri otrocih za več kot 1 uro hkrati, pa naj gre za sedenje v otroških vozičkih, nosilkah, avtomobilskih stolčkih ali tudi za mizo, ko izvajamo neke mirne aktivnosti. Kakorkoli že, pa naj ta čas, ki ga namenjamo sedenju, poskušamo zamenjati z aktivnim slogom, torej z gibanjem, z vložki pač minimalnega gibanja, kajti ne pozabimo, vsak gib šteje. Stroka vse bolj poudarja dejstvo, da je spanje najučinkovitejši in prevečkrat pozabljen način uravnavanja telesnega in duševnega zdravja. Da bo spanje naših otrok zdravo, mora biti urejeno. Za urejeno spanje pa ni dovolj le primerna dolžina. Ta seveda naj bo prilagojena starosti in potrebam, kot smo že predstavili, temveč je pomembna tudi kakovost spanja. Kakovost sestavljata kontinuiteta, kar pomeni, da spanje ni razdrobljeno, in globina, le dovolj globok spanec obnavlja. Struktura spanja se vse človekovo življenje spreminja. Je biološka nuja, zdravo spanje pa generira tako otrokov telesni kot duševni razvoj in ima pomembno vlogo pri zorenju možganov. Zato mu namenjajmo primerno pozornost. Pri vzgoji pomaga, če so pristopi staršev, razširjene družine,
pa tudi strokovnjakov, poenoteni, saj s tem olajšamo rutino. Rutina pa otroku v razvoju pogosto nudi občutek varnosti. Dogovorimo se torej tudi o postavljanju mej in o načinih izvajanja dnevnih rutin in se jih dosledno držimo, predvsem pri času posameznih aktivnosti in oblikah izvajanja. Predvsem pa vzgajajmo z zgledom in bodimo tudi sami vzgled.